Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni na valu 202. Sobote so kot nalašč za izlete, zato se danes skupaj odpravimo na obisk v živalski vrt. In čeprav je na nebu nekaj oblakov, ne smemo pozabiti na obvezno opremo. Sončno kremo, pokrivalo, sončna očala in plastenko vode. Dobar dan, Žujo, ajda. Sem rekla, daj kar mikrofon ven, da me boste spoznali. Pa seveda na snemalnik z rdečo gobico Vala 202. V ljubljanskem živalskem vrtu nas je sprejel Pavel Kvapil, veterinar v živalskem vrtu. Najprej se namenimo mimo ograde z levi, ki na prvi pogled deluje prazna. Aha, se skrivajo v senci. Pa res, v senčki se skriva. Fant. Se vidi grivo, ja. Pod drevesom. Evo, to je že praktično. To je zelo pomembni podatek, o tem sem mislil govoriti. Lev, ki sem ga skoraj spregledala, se je pred soncem skril v senco drevesa, kar že namiguje na to, kakšen bo odgovor na vprašanje, zaradi katerega smo obiskali Pavla Kvapila. Zanima nas, ali lahko sonce opeče tudi živali. Na poti do živalskega vrta sem na travniku ob cesti videla 2 konja, ki sta se mirno pasla, kot da ju vročina sploh ne moti in da ju sonce ne doseže. A Pavel Kvapil pravi, da je pri živalih popolnoma enako kot pri ljudeh. Če je sonce premočno, jih lahko opeče in tudi pri živalih velja, da tiste bolj svetlopolte oziroma živali, ko imajo recimo svetlo dlako ali jo menjajo, pa včasih odvržejo, so lahko bolj izpostavljene tem sončnim žarkom. Nimajo zaščite tako kot mi, kaj se tiče sončnih krem, očal in tako naprej, so pa po mojem mnenju bistveno bolj pametne od ljudi in se znajo ta prav čas umakniti v senco, ki je seveda tukaj v živalskem vrtu zelo pomembno, da jo imajo vedno na voljo. Strokovnjaki nas zadnja leta opozarjajo, da je v Sloveniji vse več primerov rakavih bolezni kože in drugih bolezni, ki so posledica UV-sevanja. Je sonce enako nevarno tudi za živali? Ne samo od sonca, ampak tudi od umetnih pogojev, ki jih mi živalim ponujamo in recimo je to opisano prav pri kameleonih. Če imajo preveliko izpostavitev teh UVB žarkov, se jim lahko naredi pravzaprav zelo podoben rak kot pri človeku recimo na koži. Enako je opisano tudi recimo za bele mačke. In prav tako kot pri ljudeh je tudi pri živalih tako, da so lahko posamezni osebki iste vrste različno občutljivi na sončne žarke. Mi recimo imamo eno skupino kamel in kamele so načeloma znane po tem, da so lahko v zelo ekstremnih pogojih, tudi si predstavljamo v puščavi na soncu, vendar haso, ena kamela, ki jo lahko pazite, ker je pač največja od vseh, ima tako bolj svetlo polt in svetlo dlako in je tudi bolj izpostavljen soncu in takrat, kot odvrže to zimsko dlako in ostanejo nekaj časa, praktično gori se tudi več skriva kot recimo ostali. Tudi za nas je najbolje, če se kot haso čim bolj skrivamo pred soncem. Za dobro počutje naših hišnih ljubljenčkov pa je pomembno, da imajo vedno dostop do vode in sence. V posebej vročih dneh še večjo težavo kot neposredna izpostavljenost sončnim žarkom predstavlja vročina. Takrat je najbolje, da se skupaj z nami zadržujejo v ohlajenih prostorih. Radiovedni. Pač eni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni.